V Metliki, ki spada med starejša slovenska mesta, o čemer priča nemalo knjig, so konec minulega tedna ponosno predstavili zbornik Neumarkt Möttling Metlika. Monografijo, ki na 367 straneh govori o nastanku in razvoju mesta od konca 13. do začetka 19. stoletja. V Lokranjskem muzeju smo že nekaj let vedeli, da slovenski zgodovinarji srednje in mlajše generacije raziskujejo in da vejo marsikaj novega tudi v Metliki. Zato smo v resnici želeli, da bi pridobili, da bi tudi mi vedeli, kaj so odkrili. Zato so si prizadevali podpreti dodatno študijsko delo zgodovinarjev, ki se ukvarjajo s to tematiko. Sogovornika so našli v Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter na občini Metlika, ki je finančno podprla projekt. Zbornik je dosežek modernega zgodovinopisja slovenskega in vsebuje seveda prispevke priznanih avtorjev, ki, kot rečeno, obravnavajo, začevši z dr. Miho Kosom, razvoj dežele, posebno skozi vidik njenega plemstva. Seveda gre za razvoj dežele grofije v Marki in Metliki, torej pravno-politične formacije oblikovane leta 1365 in ki nato obstane vse do začetka 16. stoletja. V drugem članku zgodovinar Miha Kosi govori o mestni avtonomiji Metlike. Se pravi o razvoju mesta kot takšnega, meščanske korporacije, gospodarskih in demografskih temeljnih značilnosti ter tudi razvoju in odnosih te avtonomije mestne z deželnimi in ostalimi uradi. V tretjem članku pa se Janez Weiss ukvarja s vprašanjem meščanstva. Se pravi, kdo so bili meščani, kako se je meščanska korporacija oblikovala in spreminjala skozi 4 stoletja. In torej tu je prikazan tudi ključen rez v zgodovini mesta, ki ga predstavljajo otomanski vpadi, posebno vpadi v začetku 16. stoletja, ki so imeli izredno hude demografske in ekonomske posledice, ter vodili posledično k popolni spremembi značaja mesta in dežele. O plemstvu v Metliki v 18. stoletju in še posebej družini Erberg pa govori četrta razprava, ki jo je pripravil zgodovinar Miha Preinfalk. V zadnjem prispevku se pa dr. Dušan Kos ukvarja z vprašanjem cerkvene uprave, se pravi z vprašanjem odnosov notranjih in zunanjih duhovščine Bele krajine, posebno nemškega viteškega reda, z nadškofijskimi središči v okolici, se pravi z Oglejom, Zagrebom, Senjem in končno seveda od leta 1787 naprej za Ljubljano. Gre za izjemno bogat knjigo, ki se ukvarja s temeljnimi vprašanji, torej zgodovine mesta in dežele, in resnično predstavlja nov mejnik v našem razumevanju časa in prostora. Vse razprave upoštevajo celo množico novih virov, ki doslej še niso bili objavljeni ali pa le deloma, ali v nekakšnih drugačnih kontekstih. Se pravi, gre za resnično celoten nov korpus vedenja, osnovan na zadnjih razpravah in na temeljiti obdelavi arhivskih virov, ki do zdaj še niso bili obdelani. Se pravi, govorimo o povsem novem razumevanju, ki bistveno presega razumevanje zadnjih, lahko bi rekli, kar stoletja in pol. Knjiga res ni lahko branje, zanjo si je treba vzeti čas, ampak kdor želi in ga zanima zgodovina, bo iz nje izvedel ogromno o preteklosti Metlike. Seveda pa bi bilo smiselno nadaljevati z raziskavami. Sodeč po Črnomaljskem zborniku, izdanem leta 2008 in sedaj torej Metliškem zborniku, izdanem 2018, mislim, da bomo do 2028, ko bomo praznovali okroglo 800. obletnico prve omembe dežele in ustanovitve njenega cerkvenega središča, gotovo odkrili še nove dokumente in predstavili zopet novo razumevanje. Celovitega prikaza zgodovine dežele Metlika oziroma današnje Bele krajine namreč še nimamo, dodaja zgodovinar Janez Weiss, ki se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem zgodovine Bele krajine.